Tukaj sva se s prijateljico gola kopala v fontani. Je zapisano na robu tele fontane in naš avtor tega zapisa je tudi z nami. Mitja, je to res? To je čista resnica. Kako je bilo? Božansko, nebeško, v družbi angelov. Voda je bila malo bolj čista, oziroma voda je bila precej bolj čista. Koliko ste bili stari? Star sem bil kakšnih 30, to se pravi že kar nekaj časa nazaj. Torej odraslo bitje, ki si je to upalo? Odraslo, popolnoma, pri vsej zavesti, s čisto vestjo in z veliko užitka. Od tod izhaja tudi ideja za ovekovečimo spomine, ki ste jo začeli lani v času Evropske prestolnice kulture? Ja, mogoče ne ravno od tod, ampak vsak ima svoje spomine. In mi smo se v multikulturnem centru Indianes odločili, da bomo ovekovečili spomine Mariborčank in Mariborčanov, nekaterih, seveda ne moremo vse. In potem te spomine lepo fino plastificirali, bi rekel, zaščitili pred vremenskimi neprilikami in jih razstavili na različnih točkah, kjer so se stvari dogajale, potem pa so postale spomini. Sicer pa zbiranje spominov ni tako enostavno. Mitja jih je potem, ko jih je dobil od ljudi na ulici, prepisal, plastificiral in nalepil. Z dovoljenjem občine, seveda. Njegovi spomini na to pa niso samo prijetni. Nekateri so to smatrali za neprimerno in so te spomine pač potem trgali in jih metali v smeti. Nekateri pa so se z zanimanjem zaustavljali, prebirali te spomine, se najbrž tudi sami v istem momentu spomnili česa lepega ali pa tudi ne lepega. Kako je pa letos? Očitno je bilo zanimanje dovolj veliko, ali ste hoteli pač v človekovo podzavest bolj vtkati to, da je Maribor mesto, ki se ga je vredno spominjati? Ja, enostavno smo rekli, dajmo stvar ponoviti. Zanimanja je bilo dovolj, spominov pa je tudi vedno dovolj. Pravzaprav bi lahko takšno stvar nadaljevali v nedogled. Prav zdaj se rojevajo nove mlade generacije, ki bodo tudi nabirale spomine po takšnih lepih krajih, kot je ta park. Kakšno se vam zdi mesto Maribor? Po teh spominih sodeč je mesto Maribor eno krasno mesto. Je super mesto za živeti, ko pa se spraviš k delu in te spomine pač v fizični obliki lepiš okoli po mestu, pa tudi sam ugotoviš, da je nekaj posebnega v tem mestu, da je prijazno ljudem. Če bi bilo pa še malo več dela, bi bilo to mesto še bolj super. Precej spominov je vezanih na zmenke in prve poljube, neverjetno veliko pa tudi na padce v Dravo, ki so bili posledica ekstremnih pevskih podvigov. Vse skupaj pa si lahko ogledate na spletni strani hieroglifi.net, kjer lahko svojim spominom Mariboru priskrbite še posebno dodano vrednost.